Zelena luč. Pozdrav, sem Jan Grilc in ko sem v zadnjih dneh užival v sončnem vremenu, sem se malo že začel veseliti začetka rekreativne kolesarske sezone. Včasih se je prijetno samo malo peljati po kakšni poti, za katero ne veš, kam te bo pripeljala, ampak bolj pogosto pa je dobro narediti načrt kolesarjenja. To pa je v Sloveniji zaradi nepopolnih podatkov o kolesarskih poteh včasih problem. In z njim se je odločil spoprijeti strokovni sodelavec Zelene luči Simon Koblar z Urbanističnega inštituta in danes se mi je pridružil v studiu, da se pogovorimo o tem, kako sploh izvedeti, kje v Sloveniji so kolesarske steze in povezave. Imamo zeleno, gremo! Simon Koblar, pozdravljen spet v studiu, me zelo veseli, da si nazaj. Živijo. Vem, da si tudi ti navdušen kolesar in da se tudi z družino kdaj odpravite na kolesarske izlete. Zdaj, kako načrtuješ pot? S čim si pomagaš pri tem? Ja, zdaj jaz kot geograf imam zelo rad karte, zato si najprej pogledam recimo na spletno karto OpenStreetMap, kjer so zelo dobro prikazane tudi daljinske kolesarske povezave in s tem dobim neko tako osnovno sliko o nekih kolesarskih povezavah, predvsem če tudi recimo kako daljše potovanje v tujino načrtujem, zato da recimo vidiš, katere Eurovele povezave so in tako naprej. Potem pa sledi neko bolj podrobno načrtovanje, tukaj si pa pomagam večinoma spletno stranjo Komoot, ki sicer prav tako uporablja podatke OpenStreetMap, omogoča pa bolj podrobno načrtovanje poti, tudi vmesne postanke si lahko nastaviš, izriše tudi višinski profil, prikaže podrobne informacije o uporabljeni infrastrukturi, tako da na koncu nekako točno veš, koliko časa se boš vozil po cesti, koliko časa po kolesarski stezi, ali bo vmes kakšen makadam, ali bo kakšen strm klanec, tako da si lahko nekako razmeroma podrobno načrtuješ in približno nekako veš, kaj te čaka. Ja, in tudi prilagodiš svoje pripravljenosti in svojim željam. Zdaj, v zadnjih 5 ali 10 letih se je kolesarstvo v Sloveniji močno razvilo, vse več ljudi rekreativno kolesari, veliko je tudi kolesarskega turizma, pa nastajajo nove steze in povezave. Kaj pa informacije o kolesarskih poteh? Zdaj, po mojih izkušnjah jih ni ravno lahko najti, a sem samo jaz tako štorast. Ne, res je, ni to samo tvoja izkušnja. Zdaj, te informacije so v najboljšem primeru razdrobljene po nekih različnih spletnih straneh, v najslabšem jih pa niti ni nikjer za dobiti. Zdaj, da ne bo pomota, meni se zdi super, da obstajajo neke namenske spletne strani, recimo za neko kolesarsko povezavo, tam lahko dobiš neke dodatne informacije, nek vzdrževalec te povezave lahko neka dodatna obvestila da in tako naprej. Ampak težava je potem, kako to vse skupaj sestaviti, kako nek pregled narediti. To pa seveda manjka, zato bi si želel, da bi nekje na enem mestu vse te podatke dobil, mogoče ne samo za Slovenijo, ampak tudi za tujino. Če gremo po dravski kolesarski poti, gre čez 4 države, dejansko se začne že v Italiji, potem imamo Avstrijo, Slovenijo in na Hrvaškem zaključimo. Zdaj si ne želimo v enem tednu 4 različne spletne strani spremljati, kje bom dobil informacijo, raje dobim recimo informacijo na enem mestu. Ja, to je seveda precej bolj uporabno in enostavno za vsakega kolesarja. Nenavadno se v bistvu zdi, da nimamo enotne baze kolesarskega omrežja. In kako to, da ne? Zakaj je v bistvu to tako problematično? Ja, zdaj prva težava že v delitvi recimo nekih pristojnosti. Država vzdržuje daljinske državne kolesarske povezave, občine pa skrbijo za občinsko omrežje po ulicah oziroma neke take znotraj naselij povezave, kar potem pomeni 212 različnih deležnikov, ki te podatke naj bi vzdrževalo in tako naprej. Obstajajo sicer že določene uradne baze, tudi neki postopki, kako to vnašati, žal so zelo pomanjkljive. Z vidika uporabnikov je pa ključna težava, da niso enostavno dostopne, zato za nekega povprečnega kolesarja dejansko ta informacija ne obstaja.
in je pač potem neuporabno, tako da upajmo, da se tudi to kaj premakne v naslednjih letih, ampak trenutno pa, tako kot si ugotovil, zelo težko pride do teh informacij ali pa dejansko informacij niti ni. Se pravi, kako vse te podatke spraviti na eno mesto? To je seveda ključno vprašanje današnjega pogovora in ker se ti pri svojem delu veliko ukvarjaš s prostorskimi podatki, do kakšnih možnih rešitev si ti prišel? Kaj se ti zdi najbolj uporabna varianta? Ja, zdaj tako, jaz sem iskal najprej kot za osebne potrebe, za neko načrtovanje poti, kot je bilo prej omenjeno, ampak kot raziskovalec pa predvsem za modeliranje prometne dostopnosti. Zdaj, če čisto plastično povem, nas zanima, koliko prebivalcev lahko pride do železniške postaje s kolesom in to zmodeliramo v nekih programih, ampak potrebujemo vhodni podatek, kolesarsko omrežje. In te podatke sem jaz potem potreboval sem ažurne podatke in take podatke, ki jih po potrebi lahko tudi dopolnim. Če ugotovim, da recimo neka povezava manjka, potrebuje nek enostaven način, da lahko to zelo hitro jaz vnesem in potem na podlagi dopolnjenih podatkov analizo recimo ponovim. In dodatni kriterij pa bil tudi, da že obstaja neka orodja za modeliranje prometne dostopnosti, ki bo te podatke takoj znala prebrati. Skratka, nisem si želel, da bi potem bilo potrebno pretvarjati v neke formate, neke zelo težke pretvorbe delati. In vse to sem v bistvu jaz našel v bazi OpenStreetMap. Gre za zemljevid sveta, ki ga ustvarjajo uporabniki. Podatki so pa na voljo s prosto licenco, tako da dejansko lahko z njimi počnemo praktično karkoli si želimo. Se pravi, so podatki v taki obliki, da so uporabni za različne rabe, če prav zastopim. Tako je, ja. Se pravi, da jih lahko uporabljamo tisti, ki smo računalniško relativno nepismeni in tudi tisti, ki to obvladajo. No, pa da bi lahko na OpenStreetMapu ustvarili nekako relevantno sliko kolesarskega omrežja v Sloveniji, pa je treba vse podatke seveda vnesti na to platformo. Zdaj, kako to poteka v praksi? Kako morajo biti ti podatki opremljeni, da so na koncu dejansko uporabni tako za kolesarje, kot tudi za vas načrtovalce? OpenStreetMap se je začel kot neka taka platforma za prostovoljce, ki to delajo recimo za hobi. Tako kot recimo nekateri igrajo videoigrice, nekateri vnašajo infrastrukturo oziroma soustvarjajo zemljevid sveta na OpenStreetMapu. Prednost tega je tudi to, da ne potrebuješ zelo zmogljive grafične kartice, tako je tudi cenejši hobi. V osnovi pa tako, zdaj nova infrastruktura se ne zgradi čez noč. Zdaj, če nekje v domačem kraju se gradi neka nova kolesarska povezava, to vsi nestrpno pričakujemo. Kolesarji zato, da se bojo peljali, tisti, ki pa vnašamo podatke, pa tudi zato, ker je to nek prestiž, da boš ti prvi, ki boš to vrisal. Tako da pogosto se to zelo hitro zgodi. Takoj po odprtju se nova infrastruktura vnese jo lahko praktično kdorkoli, ustvariš se sicer brezplačni uporabniški račun na spletni strani OpenStreetMap. Potem je sicer koristno si pogledati vsaj neka osnovna navodila, kako kolesarsko infrastrukturo vnašati, tudi so navodila na spletu na voljo. Če se slučajno kaj zmotimo ali pa ne vnesemo vseh podatkov, lahko kadarkoli kdo drug dopolni te podatke. Oziroma tako da je v bistvu popravi, ali pa popravi, tako da ni se treba preveč bati, ni treba preveč resno tega jemati. Vrišemo seveda čim bolj pravilno, kot pač znamo, oziroma s tistimi informacijami, ki jih imamo. No, kot sva že omenila, poleg kolesarjev obstaja še ena skupina ljudi, ki bi taki podatki prišli zelo prav. To so seveda prometni načrtovalci in raziskovalci. Zakaj bi bila taka baza pomembna? Predvsem je pomembno, da imamo podatke v nekem formatu, ki je hitro uporabljiv v različnih programih. Zdaj, OpenStreetMap temu ustreza, predvsem zato, ker je prosto dostopen za cel svet. In potem se je okrog tega podatkovnega formata razvila cela skupina nekih programov, mnogo med njimi tudi odprtokodnih, ki so zasnovani ravno zato, da uporabijo te podatke in potem lahko zelo enostavno dobimo brezplačne podatke, dobimo brezplačen odprtokoden program in potem lahko recimo naredimo analizo dostopnosti in zračunamo, koliko ljudi lahko prikolesari do določene železniške postaje. Hkrati nam pa tudi omogoča to, da ko odkrijemo neke napake, gremo nazaj v OpenStreetMap, popravimo in potem naslednji dan z novimi podatki naredimo analizo. Če bo pa nekdo drug delal analizo za isto območje,
ima pa tudi te moje popravke že noter vnešene, tako da dejansko vsi skupaj, tudi raziskovalci, lahko prispevamo v ta skupen projekt, v to skupno delo, da ne dela vsak za sebe in tudi, če bom jaz čez 2 leti ponovil analizo, bo vmes nekdo drug dopolnjeval in bom potem jaz dobil sveže podatke. Se pravi, je ta nekako dvosmerna komunikacija, ki zelo pomaga tudi raziskovalcem. Ja. No, kako pa potem kolesarji lahko dostopajo do teh podatkov z OpenStreetMapa? Zdaj večina jih najbrž že uporablja kakšno aplikacijo, na katero so oziroma smo navajeni in vemo, da je navada železna srajca. Velika verjetnost je, da te podatke že uporabljate. Obstaja tudi velika verjetnost, da se tega ne zavedate. Zato si lahko tudi pogledate, ponavadi je desno spodaj na karti označeno, če so uporabljeni podatki OpenStreetMap, ali pa se malo pozanimate. Ampak v osnovi, če zelo poenostavimo, zadeva gre tako. Kartografske podatki so zelo dragi, če hočemo dobiti komercialne. OpenStreetMap je pa edina taka alternativa na voljo globalno. In torej omogoča nek poslovni model, da mi razvijamo aplikacijo okrog teh podatkov in jo potem za zelo ugodno ali pa celo brezplačno damo uporabnikom, zato ker smo lahko razvili z zelo nizkimi stroški, ker je odpadel strošek nakupa in vzdrževanja vhodnih podatkov. Tako da je velika verjetnost obstaja, da to že uporabljate. Recimo te kakšne priljubljene kolesarske aplikacije, kot so, ne vem, Komoot, Strava. Rečemo Komoot, Strava, OSM End. Verjetno jih je še cela kupica, ki jih niti ne poznam, ampak velika verjetnost je, da vsi uporabljajo OpenStreetMap ali pa vsaj uporabljajo OpenStreetMap, ki ga mogoče dodatno še oni kaj dopolnijo, ampak za osnovo kljub samo vzamejo OpenStreetMap. Se pravi, nas velika večina te podatke že uporablja in ker kolesarska infrastruktura ni nekakšna naravna danost in se seveda ves čas spreminja, pa na srečo tudi širi, kako se pravi zagotavljati to ažurnost in zanesljivost? Lahko podatke sproti dopolnjujejo tudi vsi kolesarji, se pravi, kako se lahko vključijo v ta projekt sestavljanja tega zemljevida? Jaz mislim, prvi korak je to, da se zavedamo, katere podatke uporabljamo. Velika verjetnost je, da so to OpenStreetMap. Ko ugotovimo, da recimo neko pomanjkljivost odkrijemo v naši priljubljeni aplikaciji, če tako rečem, da vemo, da imamo možnost tudi to popraviti. Recimo v okolici svojega doma poznamo in lahko vnesemo, s tem bomo pomagali nekomu, ki ni iz naše okolice, ki bo potoval, hkrati pa, ko bomo mi potovali nekam drugam, se bomo zanašali na znanje drugih in zanašali na te podatke, hkrati bomo pa tudi veliko bolj cenili, če bomo tudi mi nekako aktivno vključeni v to kartiranje, ker bomo dejansko razumeli, kakšen proces je zadaj, kakšno delo je bilo upravljeno. Da te podatki ne padajo kar iz neba. Ja, je nek drugačen odnos imaš potem do teh podatkov, hkrati se pa zavedaš, recimo čist primer, nekaj je bilo narobe vnešeno, zgubil si se, porabil si dodatno uro, jezen si bil, ampak zdaj mogoče si ne želiš, da se to še komu drugemu zgodi. Lahko pač posreduješ in popraviš. Ja. Popraviš in preprečiš, da bi se to še komu drugemu zgodil. Zdaj recimo en tudi dober primer je bil v Dravogradu, kjer poteka Dravska kolesarska pot, pridemo iz Avstrije, most čez Dravo in potem je treba iti pod cestni most in nekako okrog policijske postaje. Na terenu zelo dobro označeno s smernimi tablami in tako naprej, ampak kolesarji so uporabljali aplikacije, kjer je bila pa kolesarska povezava napačno označena. In veliko jih je zašlo na cesto na napačni strani in potem so tam celo zmedo v prometu povzročali. Potem so se na regionalni razvojni agenciji odločili, da bo pač temu naredili konec, so šli na OpenStreetMap, popravili, vnesli ta pravo povezavo in od takrat naprej opažajo, da bistveno manj ljudi se zgubi ali pa praktično nihče več ne gre po napačni poti. In so s tem zelo enostavno rešili neko težavo, ki je bila na terenu, ampak pomembno je bilo to, da so se zavedali, iz kje izvira težava in kako jo odpraviti. In odpraviti jo je bilo relativno enostavno in s tem so zagotovili tudi večjo prometno varnost. Tako je. In kako lahko zdaj dostopamo do tega urejevalnika podatkov? Obstaja ena spletna stran, če se ne motim? Te podatke zdaj dnevno osvežujemo na spletni strani odprta-znanost.uirs.si.
Na voljo so brezplačno, zato ker so tudi osnovni podatki na voljo brezplačno. Mi tukaj v bistvu samo nekaj dodatnega napora vložimo v to, da bi bili podatki kar se da uporabni tudi za recimo prostorske in prometne načrtovalce. Torej, povezava bo dodala tudi med zapiske podcasta. Simon, glede na to, da si začel ta projekt, kakšen pa je cilj, s čim bi bil zadovoljen? Moj cilj je, da bi imel popolno bazo kolesarskega omrežja, ki se bo sproti ažurirala. In na podlagi teh podatkov bi potem kolesarji lažje načrtovali svoje poti, odkrivali nove kraje, postali bolj aktivni. Po drugi strani bi pa mi, prometni in prostorski načrtovalci, na podlagi teh podatkov lahko sprejemali boljše odločitve, predvsem bi pa lahko hitreje opravljali svoje delo, ker se ne bi več ukvarjali toliko z vhodnimi podatki, ampak z analizo, z obdelavo in potem z rezultati teh analiz, namesto da zbiramo podatke, jih iščemo, preverjamo, če je pravilno. In večja skupnost uporabnikov, ki bo, tako teh kolesarjev, rekreativnih, kot, če tako rečem, profesionalnih, ki to potrebujemo za naše delo, vsak doprinos v to bazo bo pomagal, da bo baza popolnejša in v eni fazi bi se radi čim bolj približali stanju na terenu. In to nam bo vsem olajšalo načrtovanje poti. Simon, kam greva najprej kolesariti, ko se zrak ogreje še za nekaj stopinj? Mene zelo mika Italija, namreč Pogačar je tam zelo popularen, odkar bil je že prej, ampak odkar je zmagal na Giru še toliko bolj, tako da jaz mislim, da bo neka posebna izkušnja v tako kolesarsko državo kot Slovenec priditi. Tudi kolesarske infrastrukture imajo kar veliko, sem že preveril na OpenStreetMapu, tako da jaz mislim, da bo to naslednja destinacija. To se sliši odlično, sploh ker Giro d'Italia letos spet pride v Slovenijo, tam konec maja bo tudi v Gorici, ki je letos Evropska prestolnica kulture, tako da mislim, da je tole odlična ideja. Prekolesarili smo torej Slovenijo in spotoma vnesli še nekaj podatkov o poteh in stezah. Čas je še za nekaj drugih mobilnostnih novic in priporočil. Simon, najprej bi prosil še tebe za kakšno priporočilo za branje, poslušanje, gledanje, izvajanje. Kaj bi nam priporočil? Ko ravno govorimo o kolesarjenju in zato, da bo mogoče tudi taka malo lažja tema, seveda obstaja cel kup strokovne literature, ampak tako za zvečer, YouTube kanal Not Just Bikes, zadeve so strokovno predstavljene, hkrati ima pa tudi dober smisel za humor, tako da se v bistvu naučiš marsikaj, ampak nimaš občutka, da si dejansko nekaj strokovnega gledal. Tako, nekako in vizualno in vsebinsko zelo, zelo fajn kanal. Priporočam tudi jaz, seveda povezavo dodamo med zapiske. Hvala, Simon. Zdaj pa še nekaj drugih novic. O vplivih onesnaženega zraka v mestih na zdravje smo v Zeleni luči že govorili. Mikroskopsko majhni trdi delci v zraku, ki izvirajo predvsem iz cestnega prometa, močno vplivajo na naša dihala in ožilje. Nova študija, objavljena v reviji Nature, pa opozarja, da onesnažen zrak vpliva tudi na našo zbranost. Tudi ob kratki izpostavljenosti onesnaženemu zraku so bili posamezniki pozneje manj zbrani, hitreje so se zmedli, težje so obvladovali čustva in imeli tudi večje težave obnašati se na družbeno sprejemljiv način. Vse več je torej študij o tem, na kakšne načine onesnažen zrak vpliva na prebivalce mest. Vsako leto naj bi v Evropi, po podatkih Evropske okoljske agencije, zaradi onesnaženega zraka umrlo približno 250.000 ljudi. Po svetu trenutno raste kar nekaj novih mest, ki vsako po svoje interpretirajo najboljšo pot do zadovoljitve potreb prebivalcev, pa zdravega in udobnega življenjskega okolja. Zanimivo pa je videti, kako so si mestno utopijo predstavljali v zgodovini in kako se je izkazala v praksi. V Združenih državah je eno izmed takih utopičnih mest nastalo v bližini New Yorka med veliko gospodarsko krizo v 30 letih prejšnjega stoletja. Imenuje se Usonia, gre za relativno majhno skupnost, kjer je urbanistično in arhitekturno zasnovo pripravil Frank Lloyd Wright, verjetno najslavnejši ameriški arhitekt vseh časov. BBC je pred kratkim objavil videoreportažo iz tega mesteca, v kateri spregovori tudi 100-letnik, ki je edini še živi originalni prebivalec Usonije. Zanimivo za videti, če vas vsaj malo zanima arhitektura, povezave bom pripel tudi med zapiske podcasta.
Vaša priporočila za vsebine in novice veselo pričakujem na jan.grilcaf@rtvslo.si, kjer je zelo lepo najti tudi vaše zgodbice z javnega prometa. Tokratna zgodbica govori o, Simon? Ja, zdaj, ko smo ravno o kolesarjenju govorili, bom eno iz lanskoletnega potovanja. Začela se je doma v Borovnici in že zjutraj smo bili malo pozni za vlak, ker oba ženo tudi dnevno potujejo z vlakom, nas seveda poznajo tudi ostali potniki in so takoj vsi priskočili na pomoč. Vsak je nekaj zagrabil, nekdo je zagrabil torbe, nekdo je zagrabil kolesa, nekdo je pomagal otrokom na vlak. Potem je celo tako bilo, da je bila kolesarnica ravno na tistem delu vlaka, ki je bil najbolj oddaljen od stopnic. So potem, mislim, da so se ženo vsak s svojim kolesom zapeljala tja, spravila kolesa tja, na tistem prvem delu blizu stopnic so pa ostali spravili gor torbe, te priklopnike za otroke in smo se potem po vlaku tekom poti še prestavili vse stvari na tisti kolesarski del. Ampak skratka, potniki si pomagamo na vlaku in tako smo pač ujeli tisti vlak, nismo zamujali, tako da smo potem tudi naprej povezavo do Jesenic brez težav ujeli. No, potem vračali smo se pa iz Dunaja domov. Direktni vlak iz Dunaja v Trst, ustavi tudi v Borovnici, nič ni bilo treba prestopati. Na železniški postaji na Dunaju smo bili dosti zgodaj, tam stojimo na peronu, še dva druga kolesarja sta bila in sta že začela kar hitro kolesa nalagati skozi tista, rekel, običajna vrata, ki so za potnike namenjena, potem po nekem hodniku je bilo treba do kolesarnice. Sem pa malo čakal, jaz sem imel 4 kolesa za spraviti gor, žena je se ukvarjala z otroki s prtljago. Jaz sem pa čakal, da ta velika vrata, ta tovorna odprejo, da jaz kolo lahko direktno noter naložim, se nekako ni nič zgodilo, potem prije en uslužbenec, reče, greste videti na ta vlak, sem rekel, ja, pa je rekel, ja, potem pa dajte malo pohiteti, spravite to gor, sem rekel, mogoče bi se pa dal tale vrata tovorna odpreti, bom jaz to veliko hitrejš lahko uredil. In potem tako rečejo, mogoče bi se pa res dalo. In potem jih je dejansko šel odpreti, sem jaz lahko zelo hiter spravil, mislim, da sem vmes že eno kolo rajš tam okrog po tistem hodniku nesel. Ampak skratka, zgledali je zelo dobro, potem se je malo zakompliciralo, ampak na koncu so se tista vrata odprla, smo spravili noter. Tako da potem naš sprovodnik, smo pa v Borovnici to zelo elegantno rešili in smo se dobro dogovorili, tako da moram v bistvu tukaj pohvaliti Slovenske železnice, tudi vlak, vse je bilo super, ampak ne razumem pa, zakaj tistih vrat tovornih niso mogli odpreti takoj. No? Tisti je pa povzročil nekaj dodatnega stresa. Ja, ko imaš 4 kolesa, je to že precejšen logistični projekt, vse skupaj na hitro splaviti na vlak. Ja, Simon, najlepša hvala. Torej, potovanja na dolge razdalje z vlakom in kolesom so zanimiva in seveda kdaj pa kdaj tudi malo stresna. Tako je. Tako, zapeljali smo se skozi še eno zeleno luč, tokrat s kolesom po označenih kolesarskih poteh. Tudi izgubljanje je včasih zanimivo in prineše kakšno novo izkušnjo, lahko pa nas tudi spravi ob živce in takrat je dobro dobiti zanesljivo informacijo o poteku poti. Če pri tem pomagamo eden drugemu, bo za vse lažje. Veliko zelenih luči na vaših križiščih vam želim Jan Grilc. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.